ta vlogmas mi gre toliko dobro, samo zaradi tega, ker še nič ni crknilo. V glavnem, kaj sem delala danes? Kupila sem tole, to je tak coffee maker. A sem mogoče posedena s kavo in s temi pripomočki? Ma niti ne. V glavnem, to bom jutro unboxala in bom pokazala, kako se s tem narediti kavo. Uradno sem to kupila za mamo, drugač. Zaradi tega, ker ona dela kavo še vedno z navadno džezvo in mi gre na živce, ker je polno unih kave polnoplodno. Na Instagramu sem rekla, da mi postavite vprašanja glede idem oziroma grem po naše. In nabralo se je ogromno vprašanj, jih bom pa zdaj pač odgovarjala. Žal bojo vprašanja anonimna, zaradi tega, ker nimam cajta vsakega screenshotati in pol tukaj lepo napisati, zaradi tega, ker se mi realno ne da. Super. Za božička rabim novo kamero. Ne. V glavnem, ne da se mi tega delati, tako da bom enostavno jih prebrala in odgovorila. By the way, no case. Mislim, ni no case več. Zamenjala sem. Začnimo na začetku. Kakva je vrsta filma? Naprimer komedija. Komedija je. Dosti je funny, mislim, you know, just my opinion, ne, pač. Moji deli sicer niso toliko funny, ampak je komedija. A pride še na TV? Dvomim, zaradi tega, ker noben ne mara tega filma pri nas. Ne vem, po moje, čez par let, I don't know. Koliko časa ste rabili, da ste naredili cel film? Intenzivno smo snemali 14 dni v Zagrebu in v Istanbulu, drugač pa ja, pač še kakšna dodatna 2 dneva pol. Jaz sem vsega skupaj snemala ene 16-17 dni, po moje. Ok, pogosto je bilo vprašanje, a je tist res lulov na tvojo nogo? I don't know if you're stupid or something, ampak marsikaj v filmu je fake. Pač niti nismo imeli nobene vode tam, tisto so sound effects. Tisti, ko mogoče ne veste, zakaj se gre peti gledati film. Jesus, kjer clickbait naslov bila to bil. Ali se je polulal na mono? Polulal me je. Mogoče bo res to naslov. Kaj te je pri snemanju najbolj motilo? I don't know, po moje je to, da noben ni znal slovensko in da sem se na trenutke dosta osamljeno počutila. S kom si se najboljše razumela in ali si kdaj pogrešala družino? Najbolj sem se razumela z Tonijem, Toni TCTN, tudi na Instagramu ga lahko najdete. Poštekala, on je ful razumel mojo slovenščino in jaz sem njega itak razumela, tako da smo se ogromno pač pogovarjala in tak ni bil najboljši. Drugač pa, če sem pogrešala družino, I don't know, valjda imaš malo domotožje, ampak ni bolj tako hudo zaradi tega, ker smo toliko ogromno delali, da ni bilo cajta razmišljati o teh stvarih. Katera je tvoja najljubša scena v filmu? Tisto, kar sem jaz snemala, po mojem, ko smo delali suši, zaradi tega, ker sem ga lahko pa na koncu pojedla. A je primeren za 12-letnike? Načeloma ja, pač par je kletvic noter, ampak ni nič takega, pač. Ne tako govorite, tako govorimo mi. Ali se vam je kdaj pokvaril avto? Actually, res je, pokvaril se je avto parkrat, zaradi tega, ker je ta star van, pač Volkswagen, je star, ne, in pač ta van ni glih za take dolge, pač dejansko je mogel priti iz Ljubljane v Istanbul. Vmes mislim, da je on mu crknil radio, teda mislim, da se je mogel tudi v tišini voziti. Mi smo se pelali z navadnim kombijem, da ne bo pač pomote, ampak ja, nekdo je mogel tisti kombi dol pripeljati. Se je kaj spremenilo v življenju zaradi poljuba v filmu? Mislim, da niti, oziroma, mislim, da se je takrat definitivno spremenilo, ker sem jaz bila takrat v razmerju, da sem na nek način ugotovila, da tisto razmerje ni dejansko za mene. Ampak ni bilo na smislu, da bi jaz hotela tega človeka varati. Bilo je celotno, da nisem dobila suporta, da nisem v glavnem. To se ne šteje kot varanje, to je bil pač del filma. Sicer nikoli več ne bi tega delala, zaradi tega, ker je tudi emotionally, če si zares zaljubljen, zna biti težko, ker pač skozi razmišljaš o svoji osebi doma, koliko pač mora to njega prizadeti in verjetno ne bom več tega delala. Kateri del v filmu ti je bil tako najtežji, zoporen, neprijeten? Si imela vmes zdaj pomisleke? Definitivno poljub. Jaz sem sicer vedela, da bo poljub v filmu, že preden sem sploh šla dol, ampak nisem toliko razmišljala o tem. Pol dejansko, ko pa se je moglo zgoditi, pa dejansko strah, I don't know. Jaz sem ful čustvena in ful zvesta oseba, tako da it was hard. Pak na srečo sem imela v redu ekipo, oziroma ne, realno. Ekipa me je pa še pol nekaj cajta zafrkavala glede tega, zaradi tega, ker si jaz nisem upala povedati, da mi je dejansko toliko težko.
Ampak pol, ko sem enkrat ekipi povedala, da mi je malo težje, so pol tudi oni nehali s temi šalami, tako da je bilo malo lažje, ampak ne bi tega ponovila. Kje ti je bilo najboljše snemati? Po mojem je bilo najboljše snemati na strehi v Istanbulu. Sicer je tam bila tudi ena tako malo bolj awkward scena. Meni se zdi, da v filmu je tista scena najbolj awkward, pač, mogoče zato, ker sem jaz v njej, ali v glavnem, ni mi všeč. Ampak je bil razgled ful dober in ful dolgo smo tam ostali in sem lahko vse poslikala in sem lahko imela fotoshooting in tudi malce smo imeli tam gor. Pa recimo, ko smo snemali, sam res, ene scene sploh ni v filmu. Ko smo šli po Istanbulu, v bistvu midva z Vidom smo šla po Istanbulu in smo snemali, ko so eni igrali tam na ulici, ko smo šla po kavo, ko smo, pač dejansko sem doživela neki Istanbul. Pa recimo podobna scena je bila tudi, ko smo šle z Veroniko, v bistvu tisto pa je v filmu. Ko smo šli z Veroniko, pa s Tonijem, pa z Vidom smo šli malo po tržnici. Tudi tisto je bilo ful dobro snimati, ker večinoma nismo imeli toliko Freizeit. Tisto je bil pa Freizeit. Also, medtem ko smo imeli tiste snemanje, da smo pač z Vidom šla malo po ulicah, je prišla do mene ena mačka in je meni zlezla v naročje in it was so cute in je bilo tekle, pač it was amazing. Nažalost tega pol ni v filmu in nismo niti tega, mislim, da posneli. Ampak vseeno ful je bilo cute. Zakaj vas noben ni hotel podpreti? So we're spilling tea here. Ok, pač, nočem biti z nobenim influencerjem skregana, please don't get me wrong, ampak prvo kot prvo, poslali smo ogromno vabil influencerjem. Jaz sem zorganizirala, da smo poslali majčke, da smo poslali osebna vabila, da smo ne vem kaj vse naredili. In na koncu določeni ljudje niso prišli, niso naredili reklame. Valjda, da smo poslali majčke zaradi tega, da pač dajo oni to na svoj story in širijo besedo v tem filmu, ampak tega niso naredili. In tudi marsikateri influencer je rekel, da ne pride in na koncu dejansko so prišli sam tisti influencerji, ki so bili izredno povabljeni in pač, I don't know, slovensko ljubosumje ali neki, it was just not fun. Glede televizije, pa tudi pač televizija nas ni podprla, niso prišli, da bi delali izjave ali pa karkoli. Zaradi tega, ker recimo vsakeč, ko je kak film, ko je premiera, ne vem, ko je bila Maleficent, ko je bil Dumbo, ko je bil Frozen, valjda, smo dali na koncu filma izjavo za slovensko za 24 ur. Čeprav v tistih filmih sploh ni pač Slovenci bolj kot ne sam ali prevajajo ali pač nič posebnega. Tokrat pa dejansko igram v filmu, predstavljam Slovenijo in celotno in ni bilo niti enega, da bi naredil kakršnokoli izjavo v filmu, karkoli. In pač nikjer ni nobenih člankov, nikjer ni ničesar. Tako da zato nas nobeden noče podpira. I don't know dejansko pač pravega razloga, zakaj ne. Pač mogli bi biti ponosni, da smo Slovenci itd. itd. Tudi načeloma Velenje. Za Kino Velenje smo mogli imeti dolgo pregovarjanje, da so sploh dali v velenjski kino ta film, čeprav jaz Velenje omenim, mislim, da je ne 3-krat v filmu. Tudi da ja, pač thanks. Mislim, če bi to vedela, verjetno ne bi toliko oglaševala Velenje, ampak ok. Se Velenje je še vedno super mesto, sem pač I'm a bit salty about that. Ali bi še kdaj igrala v kakšnem filmu? Definitivno bi še kdaj igrala v kakšnem filmu, ampak verjetno ne na tako mislim, definitivno bi postavila meje glede tega, kaj bi igrala. Ne bi več, nikoli se ne bi več lupčkala, zaradi tega, ker mi ni bilo enostavno. Velikokrat bi sinhronizirala risanke, pa kakšne malo bolj lahkotne vloge, pa kaj takega. Ampak se mi zdi, da slovenski filmi so itak vsi tak težki, da I don't think, da bi se jaz, oziroma v vseh slovenskih filmih ali mora biti depresija, ali mora biti seks. And that's not for me. Ker smo to že v real life dost. Ne, jaz bi full res sinhronizirala risanke. Mislim, da bom zdaj za neki cajt bom ostala na sinhronizaciji. Tako da, hit me up, če kdo sinhronizira risanke. Ja. Kako si dobila to vlogo? V bistvu, bilo je tak, prav nikoli ne bom pozabila. Jaz sem šla iz šihta in sem dobila en klic in so me klicali iz 2 film in so mi rekli, ej, ja bi igrala v filmu? In sem rekla, ja, bi igrala v filmu. Ok, se slišiš z režiserjem, ne vem, pojutrišnjem preko Skypa. Ok, super. In sem se slišala preko Skypa z režiserjem, z Ljubotom in je rekel, ok, cool, vlogo imaš. Mislim, jaz si takrat sploh nisem mogla predstavljati, da bo sploh to na takem nivoju, ko je bilo, tako da it was amazing. Vsem, ko so mi dali to priložnost, ful hvala. Bilo je neverjetno. Kakšen je občutek, ko te snemajo kamere pred tabo? Mislim, da jaz se ful nisem ukvarjala s tem, bolj mi je bilo to grozno, da je bilo ful ljudi zraven. Recimo, čist prva moja scena, ko sem jo snemala, je bila, ko smo bile z Veroniko v posli.
Sounds weird, I know. Ampak bile smo posli tisto, ko naj jo vid zbudi, da gremo na road trip. In tisto je bila prva scena, ko smo jo snemali in meni je bilo najbolj awkward zaradi tega, ker je toliko ljudi okrog in sej glede kamere itak pozabiš, ker sem itak youtuberka, imam polno kamer kar naprej, ampak tudi pa imaš ti eno sceno in je zraven 10 ljudi, ko te pač gleda in opazuje, kako boš ti zdaj nekaj odigral. That was a bit creepy. Kdo se nastopa v filmu? Notor smo, čakaj, da je zdaj to prav naštejem. Po posterju, če znam na pamet, Edi Juračič oziroma Kvart priča, Nikaj Ilčič, jaz, Meca Cazin, Baka Prase, Fran Lauš, Veronika Rosandič in Toni. Pa mislim, da sem vrstni red tudi trofla. Je primeren za 10 do 7 let? Ne. I mean, get off the internet if you're that young. Kje ti je bila najboljša premiera? Najboljša premiera mi je bila v Ljubljani, itak, zaradi tega, ker sem imela največ ljudi. Pač se je tudi dol v Sarajevo, pa v Zagrebu je bilo noro, pač v Zagrebu je bilo toliko ljudi zaradi Baka Praseta. Ampak Ljubljanska je bila vseeno posebna zaradi tega, ker smo bili pač Slovenci in ste lahko prišli do mene in smo se spoznali in smo se objeli in je bilo pač to mi je veliko pomenilo. Tako da, pa tudi moji prijatelji so prišli, pa moja družina. A je stresno na premierah, ko se vsi hočejo slikati s tabo? V bistvu ne, mislim, jaz načeloma v real life-u, v svojem privat življenju nimam toliko tega in jaz se zavedam, da tisto uro ali pa dve, ko sem jaz na premieri, sem jaz zato tam, da se slikam z ljudmi in takrat dam vse moje slabe misli na stran in se res osredotočim na to, da sem z ljudmi in da se slikam z vami in da se mi objamemo in da se imamo mi fajn. Čisto nič drugega mi ne gre takrat po glavi. Mogoče pa, ko pridem domov, sem malo zmatrana, ampak še vseeno se mi zdi to eden pač pomembnih delov tega poklica in da je v bistvu kar najbolj pomemben del. S kom si se mogla ljubčkati? Koliko časa ste imeli prostega? Veliko, ampak ne. V bistvu, imeli smo dost časa prostega. Vsakeč imaš prosto, ko ne vem, oni pripravljajo sceno, ko ne vem, kaj, pač v glavnem, ko se pripravljajo kamere, ko se pripravlja scena, ko se pripravljajo luči, takrat imamo mi fraj. Ampak to ne pomeni, da lahko greš ti v shopping, da lahko greš ti Istanbul gledati ali whatever. Mi smo mogli biti tam in smo mogli tam sedeti in ne vem, jaz sem imela full knjig zaradi tega, ker dol v Istanbulu pač nimaš interneta, pač če je Wi-Fi, pol je, če ni Wi-Fi-ja, pač ga nimaš. Sem z tega vidika sem imela veliko prostega časa, ampak da bi dejansko delala to, kar sem hotela delati, not so much. S Tonijem smo se ful menila, da bomo šla na tatu tam, ker smo eno sceno snemali, čisto zadnjo sceno, ko smo snemali, se spomnim, da smo se midva menila, da bi šla tisti dan na tatu. Ker je on snemal prvi, jaz sem snemala pa zadnja, ker takrat smo imeli individualne. In vmes smo imela ene 8 ur vsaj fraj. In nama niso pustili zaradi tega, ker pač moraš biti skozi tam, da se ti slučajno kaj ne zgodi, ker si še vedno sredi Istanbula. V glavnem. Ali se s kom nisi razumela na snemanju? Mislim, da sem se z vsemi razumela. Oziroma, dobesedno razumela se nisem z niko. Ker ona ne zna slovensko niti besede. A bi v filmu kakšen prizor spremenila? Ja, poljubi dala ven. Ona scena, ko smo z vidom na strehi, tam bi jaz dala vsaj neko muziko zaradi tega, ker je full awkward. Drugače vse ostalo mi je pa cool. A bi čez par let posnela drug del? Definitivno. Pač, mislim, da smo se z ekipo pa vseeno toliko povezali, da bi bilo quite an adventure posnet drugi del. Mislim, da lahko marsikatero zgodbo potegneš iz tega, kar se je v prvem delu dogajalo. Tako da, I don't know, mogoče bo. Mislim, noben ne more nič obljubiti. Si dobila kaj plačano? Ja. Kako ste se sporazumevali? Večinoma v angleščini. Pač ja, marsikaj sem se jaz trudila govoriti angleško, oni so se trudili govoriti angleško, tako da smo se kar razumeli. A si že dolgo želela biti v kakšnem filmu in zakaj ravno ta? Ravno ta zaradi tega, ker so me pač izbrali za njega. Drugač pa ja, sem si želela igrati, jaz sem igrala drugač prej v musiclu. Zakaj ni v slovenščini? Zaradi tega, ker so vsi Hrvati, ker je tudi hrvaška produkcija in sem jaz bila v bistvu edina Slovenka tam. Kako se je bilo kušan z unim tipom? Grozno. A mogoče veš, zakaj je ta film toliko zelo fajn? Zaradi tega, ker smo mi not. Ker smo mi ena taka družba zabavna in pač zato je film ratov. A si youtuberje spremljala že odprej? V bistvu edino, ko sem poznala, je bila Veronika. Veroniko sem spoznala, ko smo šle v Bruselj z Evropsko komisijo. Tam sem jo prvič spoznala, ampak nismo imeli nekih full cajta, pač ona je bila tam s svojo družbo, jaz sem bila z svojo mamo, pa Maraja je bila zraven, pa Anja in nismo se nekaj tam poštekale, smo pa tam se pač v bistvu spoznale, ti tudi igraš v filmu, ampak z ostalimi sem se pa prvič srečala na snemanju. Ali bi posnela video z Bogdanom? Pa bi, sam mislim, da on ne bi z mano. Kdo ti je tam luškan? Noben. A pa na YouTubeu grem?
Če ja, kdaj? Nikoli. To je film, to je celovečerci in to ne bo na YouTubeu. Si posnela video behind the scenes? Nažalost nisem, zaradi tega, ker smo to delali, da ni bilo časa tega delati. Tvoje 3 najljubši soigravci. Toni, Bogdan, Monika. Je bilo kaj kemije med vama z Vidom? Mislim, da ne. I don't know, on je toliko podoben mojemu bivšmu, imam PTSD, ko ga vidim, tako da nope. Kako se ti zdi Baka prase v živo? Cool. Mislim, on je bil razlog, da sem se jaz po 16 urah dela smajala na ves glas tam na snemanju. Tako da jaz ga respektam, ful mi je fun guy, mogoče malo naduvan včasih, ampak načeloma mi je pa, mislim, I have all the respect for him. A si ti glavna vloga not? Jaz sem ena izmed 6 glavnih vlog. Zakaj si se odločila sploh za igralsko kariero? Ker sem attention whore, honestly. I don't know, pač različne ljudi veselijo različne stvari in če sem imela to priložnost, sem jo zagrabila, so there we go. Nisem se pa glih odločila za to, bolje je bilo pač, da je bila priložnost in sem šla. Ima film podnapise, obviously. A ste se veliko smejali in velikokrat ponavljali en in isti del? Nismo tok. Smo kar, ampak nismo pa toliko ponavljali, zaradi tega, ker smo itak imeli dost teh, kako ne rečem, improviziranih scen. Smo se pa ogromno smejali, ker smo imeli razne fore take, ko pač umreš zraven in pač marsikdaj je bilo res težko ostati resen. Če pa hočete več zvedeti o tem filmu, oziroma verjetno gledate ta video zaradi tega, ker ste gledali film in zdaj vas zanima malo behind the scenes, ampak pejte si gledati film. Pejte si pogledati film v kino. Idem, oziroma grem, slovenščina. Čudovit jezik. Jaz reprezentam v filmu Slovenko, samo sebe, kaj je solo, živijo, hello. Se mi zdi, da se vam ful splača gledati film, zaradi tega, ker sem ga gledala že 3krat in še vedno mi je ful the best. Hvala, da ste poslali svoje vprašanja. Če vam je bil video všeč, dajte en like. Subscribite se dol spodaj, seveda spet pijem Red Bull, not sponsored, še vedno. Komentirajte kaj in se vidimo v naslednjem videu, se pravi jutr. Ajde, čau.